Dajmo spoznati nekaj modulov, ki nam jih Divi omogoča. Prej smo rekli, da nam Divi omogoča tri različne načine sekcij. Predvsem dva, ki sta, da skočim nazaj, tole, sekcija, ki je standardna, ki se bo držala ene širine, in pa sekcija, ki je celozaslonska in bo napolnila cel displej. Potem imamo pa še tole, torej tako posebno sekcijo, če bi želeli recimo, da se eni elementi na eni strani naprimer nadaljujejo, medtem ko tukaj imamo potem tiste vrstice in stolpce. Spet pač neka oblikovna rešitev, ki, če si jo želimo, lahko uporabljamo. In te dve sekciji predvsem, imata neke module, ki niso kompatibilni med sabo. Ne moramo standardnih modulov dajati v celozaslonsko in ne moramo celozaslonskih modulov dajati v standardno. Celozaslonska ima tudi dosti manj modulov, ampak so pa neki posebni taki zanimivi moduli. En, ki ga boste ogromnokrat uporabljali, je celozaslonska glava. Torej, tukaj imamo eno, tukaj imamo eno, tukaj imamo eno. Neko besedilo, neko dobrodošlico lahko postavimo ali v desno, v levo, na sredino, definiramo spet. Enako, kakor prej lahko definiramo ali barvo, ali recimo sliko v ozadju, video v ozadju. Praktično ni omejitev. Potem tole smo spoznali. To je pač tak, ki ga bomo skozi gledali, modul besedilo, ki lahko deluje v kombinaciji večjih stolpcev in pa ki ima lahko seveda tudi različne barve. Tako da delamo z besedilom, ne sicer tako kompleksno, kakor bi lahko delali recimo v InDesignu, ker pač imamo omejitve, kar se tiče samih naprav in pa kakšni so standardi, ki so nam bili definirani. Potem imamo eno zadevščino, ki nam zelo pride prav, če imamo naprimer en produkt ali pa nekaj produktov, ki jih želimo izpostavljati. Se pravi, imamo slider, klasičen, tipičen slider z puščicami in pa potem še mogoče navigacijo, če želimo spodaj levo, in pač neka slika, nek naslov, neko besedilo in nek gumbek. Pri vseh teh modulih, ki jih bom kazal, moramo vedno malo kreativno razmišljati. Katerikoli modul lahko uporabimo za čisto eno drugo zadevščino, ker nam omogoča neke postavitve elementov. Kaj pa, če bi bilo tukaj zdaj nekaj drugega? Kaj pa, če bi dal tlele sliko? Kaj pa, če bi bil tukaj video? Vse to pač lahko naredimo, ampak če imamo to željo. Modul sliko smo tudi že izbrali. Pri sliki je seveda tudi tako. On bo seveda napolnil sliko relativno glede na širino prostora, ki ga je dobil. Torej, če imamo naprimer 3 slike, kjer je vsaka recimo široka 1/3, bodo slike razmeroma majčkene. Tako da mi si lahko recimo izberemo, da lahko uporabnik klikne na sliko in se mu potem odpre čez cel zaslon. To je ena izmed stvari, ki jih lahko imamo. Potem je en element, ki se zdaj dostikrat pojavi kot nek feature ali pa ne vem kaj, neka storitev, ki jih ponujamo. Se pravi, blurb, ki je kombinacija neke ikonce in pa potem besedila. In pri tej ikonci si lahko recimo uporabimo samo ikonco, lahko uporabimo ikonco v krogu ali pa v očrtanem krogu. In pa te ikonce lahko premikamo potem na levo stran, če želimo. Spet imamo neko možnost, neko dizajnersko možnost, da si postavimo ene zadevščine. Zdaj, če bi na spletno stran
če bi za svojo spletno stran želeli postaviti portfolio, nam Divi omogoča en poseben post type, do tega bomo še prišli, ki se mu reče projekti. Ne. Torej, če gremo na našo spletno stran, boste vsi videli, da imate v administraciji te spletne strani na levi strani projects. Tukajle. Ne. In tukaj stvar se obnaša enako kot novica, ampak vsi ti moduli, ki so za portfolio, bodo v bistvu iz tega spiska jemali potem slikice in vse besedilo. Ne? Torej, tisti, ki si boste želeli na Diviju postaviti svoj portfolio, imate to potem noter tukaj najenostavnejšo možnost. Sprav, vse, kar morate narediti, je v bistvu, da date naslov, nek opis in pa potem featured image definirate in iz tega featured imagea se bo potem takole pokazalo. To je en izmed načinov, kako se ta stvar pokaže, ne, se pravi v gridu, rečemo, da hočemo imeti 4 stolpce in tukaj je potem naslov našega projekta, to je naš featured image in pa kategorije, če jih želimo uporabljati. Ne. S tem, da WordPress je toliko pameten, da bo iz naših slik delal več vmesnih zadevščin. Tako da on, recimo, če mi temu definiramo, on bo porezal vse te stvari na recimo 4:3. Ne? Tako da, če damo notri kvadratek, bo ga porezal tako, da bodo vse te stvari izgledale enako, oziroma da se ne bodo stvari rušile. Ne? Takole je recimo full screen portfolio, ne? To imam recimo, jaz nekaj takega uporabljam zato, ker mi je to recimo oblikovno dosti zanimiva zadevščina in pa potem imamo še eno luštno stvar, ki je filterable portfolio. Torej, če pride uporabnik gor na spletno stran, ima tukaj zgoraj možnost, da si izbere samo posamezno kategorijo nekih izdelkov oziroma pač nekih elementov. Ne. Torej, če bi nekdo kliknil na branding, ne, to gre stran, kateri branding? Tale je branding, ta bi se pokazal, ta bi se pokazal, ta bi se pokazal, ta bi se pokazal. Ne. Ostali zginejo in tak, lahko takoj si stvar pogledamo. Ne. Vsi ti screenshoti so iz tistega URL-ja, ki smo ga zadnjič gledali. Ne. elegantthemes.com, poševnica preview, poševnica divi. Ne. Tako da si lahko vse te stvari tudi skupaj pogledamo, oziroma pač si lahko vsak posamezno pogleda na njihovi spletni strani, torej tale filterable portfolio samo zato, da vam ga pokažem, kako ta stvar izgleda v resnici. Ne. Torej takole in potem, ko kliknem na branding, se mi pokažejo samo elementi v tisti kategoriji. Ne. Potem imamo dve možnosti za prikaz galerij v našem, kot modul v našem Divi dizajnu. Ne. Prva je, da se nam slike pokažejo v neki strukturi, v nekem gridu, in pa druga, da se nam te slike pokažejo kot slider. Ne. Torej imamo, potem če gremo z miško čez, imamo puščice in pa tukaj imamo več slik, ki se menjajo ena z drugo. Ne. Torej, lahko zelo hitro pokažemo, kako bi, ne vem, več fotografij recimo enega produkta ali pa več fotografij iz nekega eventa in potem rečemo, ali hočemo eno ali drugo zadevščino. Pri večini teh strani smo zadnjič rekli, da želimo recimo našo glavno stran imeti za neko statično stranjo. Ne? Torej, da ne želimo, da na naši glavni strani pokaže kronološko tiste objave. Ne? In Divi nam omogoča, da uporabimo en modul, ki se mu reče blog. Ne? Se pravi, kamorkoli na našo spletno stran si lahko postavimo ta modul in ta modul nam bo recimo pokazal zadnje naše novice na spletni strani. Ne? Oziroma lahko rečemo tudi za posamezno kategorijo. S tem, da mi smo lahko še tako zviti, da lahko rečemo, ne, tale objava je pa recimo video objava
In če nekdo klikne potem na tale video, lahko že kar tlele se pokaže čez cel zaslon video posnetek in imamo, ne da bi rabili iti en korak naprej, še video file. Če boste delali recimo za kakšno glasbeno skupino, imate tukaj možnost recimo audio modula. Z cover artom, brez cover arta, skratka HTML5 audio player, ki je kompatibilen z Androidom, iOS-om in klasičnimi računalniki. Seveda, klasičen video player, kjer si lahko mi tudi definiramo, kakšna je tale slikica. Torej, mi lahko recimo embedamo iz YouTubea nek video posnetek, ampak tukaj za ta prvo slikico lahko mi izberemo nekaj posebenega. Tako da lahko tudi od koga drugega embedamo in si spremenimo potem izgled te stvari. In pa, če bi imeli recimo več nekih videoposnetkov, ki bi jih želeli skupaj dati, imamo video slider, torej več videoposnetkov, ki se potem prikazujejo tukaj v tem playerju od zgoraj. Če bi imeli recimo kakšen showreel ali pa več recimo video spotov, ki bi jih hoteli na eni lokaciji, ne da bi kdo rabil na veliko scrollati dol, imamo to možnost. Potem imamo, če bi recimo imeli veliko vprašanj na neki spletni strani, imamo možnost vzeti modul, ki ga lahko vklapljamo ali pa izklapljamo. Se pravi, če nekdo zdaj klikne na eno izmed teh vprašanj, se mu bo ta stvar odprla in lahko recimo prebere. Tako da nimamo enega gigantskega bloka teksta, ampak imamo stvar malenkost bolj zdizajnirano oziroma pač poenostavljeno. In pa tole je zelo podobna zadevščina, temu se reče harmonika, kakšna razlika je, da če kliknem jaz na eno stvar, se bodo zaprle vse druge stvari. Če kliknem na to, se bo zaprla ta, če kliknem na to, se bo zaprla ta. Skratka, dosti enostavnejša zadevščina. In pa, če hočemo res stisniti ene stvari skupaj, imamo možnost zavihkov. Torej, res vsebina, ki pa potem top se zamenja z neko drugo stvarjo. Vidim, da sem vas že skoraj čisto izgubil, samo še nekaj jih je, pa vas pa domov spustim. Če bi imeli, na primer, kakšno storitev ali pa kakšen produkt, imamo možnost tabel, s tem, da imamo možnost tudi eno izmed teh stvari izpostaviti in se potem z dizajnom malenkost skoči ven, tudi barvno in pa velikostno, in pa lahko si recimo tok noter. Imeli smo, na primer, za izbor hotelov, torej hotel je imel različne sobe in tako smo jih potem predstavili. To je bila cena na dan in pa, izbrali smo si eno, kjer pač je bil največja marža in je bila ta potem izpostavljena na veliko zadevščino. Še ena zadevščina, ki jo imamo potem, recimo, 17 na zdravje, 17 uporabnikov, 36 000 instalacij, imamo lahko kot number counter, s tem, da to lahko animiramo. Tako da gre tako fancy od 1 do kolikor pač imamo številko. Še ena ista variacija, s tem, da tukaj, glede na to, kakšna številka je tukaj, bo on napolnil tale krogec, lahko mu definiramo drugo barvo in ta ista stvar še na en drug način. Če bi imeli, na primer, nek projekt, ki bi ga želeli izpostaviti, naš event se začne čez toliko pa toliko cajta. Mi definiramo, koliko
datum, kjer se začne in potem bo on začel odštevati minute, sekunde, dneve do tistega eventa. Ne. Ali pa recimo, ne vem, registracija za ta event se zaključi takrat in imaš takoj to vidno na strani. In pa kjerkoli na naši strani, ne, ko smo imeli ta theme customizer, smo imeli možnost 4, mislim, da socialnih omrežij. Ne. Tukaj si lahko damo vse ostale in pa lahko si jih dizajniramo ali barvno, ne. Lahko imamo te follow gumbke, lahko so v krogcu, lahko so v kvadratkih, karkoli že želimo. Call to action je ena izmed stvari, ki je zelo fajn, da si recimo postavimo na koncu ene vsebine. Ne. Če imamo spletno stran, kjer bi želeli, da se potem zgodi neka zadeva, ne. Pokličite nas ali pa ne vem, klikni, da se vpišeš v neko mailing listo ali pa ne vem, pošli nam mail. Ne. Imamo to kombinacijo spet možno. Ne. Naslov, neko besedilo in pa potem nek gumbek, ki uporabnika vrže na neko točko. Še en modul, ki ga imamo, je človek, ne, kjer imamo mi možnost človeka, kaj točno to je in pa potem linke do posameznih omrežij. Mi smo recimo to enkrat delali za zavetišče, kjer smo imeli potem recimo kužke tukaj, zadnje kužke in pa potem link, kam točno lahko pokličeš, da se tega kužka vzame domov. In pa še ena stvar, ki jo recimo dostikrat se uporabi za neko storitev ali pa za nek produkt, ne, kaj je kdo rekel o tem. Ne. Torej, lahko imamo slikce od človeka, če nimamo slikce od človeka, nam da narekovajčke zraven in pa ne, te stvari se lahko tudi menjajo kot slider, če to želimo. In pa še ta zadnje dve, mislim, da imamo možnost zelo enostavne kontaktne forme. Ne. Če je to vse, kar potrebujemo od nje, ne, spoznali smo zadnjič Formidable, ki je 1000-krat boljši, ampak je zaradi tega tudi malo bolj kompleksen. Ne. Tako da imamo to možnost s tem, da tale captcha, ki je tukaj, pač ne bo ustavila nobenega robota na tem svetu. Ne. To je približno 2 minuti dela, da se sprogramira nekaj, kar pride skozi tako vprašanje. Tako da pač tukaj morate pol malo kalkulirati, da boste nek spam dobivali po mailu, ne, ker bo to začeli reševati. In pa, če imate recimo Mailchimp ali pa Aweber kot storitev, kjer pošiljate svojo mailing listo, ne, imamo tle en modul, ki se poveže s temi bazami. Ne. Torej, če vpiše uporabnik ime, priimek ali pa e-mail, lahko tudi samo ime pa e-mail in klikne noter, bo prišel v bazo ali Mailchimpa, ali Aweberja, ali pa Feedburnerja. Ne. S tem, da v zadnjih mesecih, ne, odkar GDPR zakon laufa, je treba pri nas vklopiti to, da je tako imenovani double opt-in. Torej, ko uporabnik vpiše svoj mail tukaj in klikne, ga mora še dodatno dobi še en mail, potrdujte, a ste bili to res vi, a res hočete dobivati maile od nas in šele takrat pač je lahko noter pri vas v bazi. Ne. Če tega nimate, vas lahko inšpekcija pohopsa. Ne. Mislim, seveda je treba uporabljati muziko, ki je pač tebi na voljo za uporabo. Ne moreš zdaj sneti, ne vem, od Rolling Stonesov dol pa pač med. Ne, mislim, večinoma ima skupina pač neke pravice. Se je to njihova spletna stran, tako da to je pač njihova, ne potrebuješ tega. Ok, pa ga pa ne smeš odpreti, ne. Sliš, kaj je že to? To je za božička, ok, ne. Ok, aha, še tole, torej pač imamo možnost tudi modula za zemljevidom, ne. S tem, da imamo
pri zemljevidu si lahko postavimo več teh pinov noter v zemljevid, ne, tako da če imamo recimo več lokacij ali pa ne vem, več nekih stvari, pač imamo lahko mislim, da do 10 pinov v posamezen modul. In pa če želimo, ne, lahko tudi kliknemo na pin in se potem en box za vsebino pokaže. In to je zaenkrat to. Vas pustim domov, ker ste že vsi... Okay. Nadaljujemo naslednji torek. Spet malo Če želiš uporabljati kateregakoli od teh portfolio modulov, vse, kar moraš napolniti, je tole, ne? Znotraj projects. Ne? In project se obnaša identično tako, kot novica. Ne? Tudi če greš tlele z miško čez njo, odkar smo inštalirali Divi, ne, imaš tukajle project. Ne? Tako da greš lahko tudi tukaj new project, daš naslov svojega projekta nek opis, ne? In potem tukajle najdeš set featured image. Ne? In to je tista slikica, ki jo bo potem modul požrl in jo pokazal na spletni strani. Ne? To je to. Ne? Set featured image je tisto, kar moraš označiti za to, da se ti pokaže tam, ne? In potem pač ti jih napolne, ko jih boš imela. Ne? Torej, potem samo dodaš v eno izmed teh stvari, ne? Dodaš nov modul in izbereš filterable portfolio ali pa portfolio tukaj. Ne? Oziroma, če bi hotela tistega, ki je čez cel zaslon, ne? Si moraš najprej narediti novo sekcijo, ki je čez cel zaslon, ne? Spet druga barva, ne? In tukaj imaš pa full width portfolio, ne? Ki napolne vse maksimalno možno. Torej, ali, ne? Takrat, ko boš imela napolnjene te projekte, ne, lahko pol pač vse 3 module si daš in pol pač vidiš, kateri ti najbolj sede. Ne. In od vseh teh modulov, ne, saj vam bom dal pol malo domače naloge, tako pripravim, ampak vi se lahko, ne, pri vsakem od teh modulov je zdaj res 1001 dizajn odločitev, ki jo lahko naredite tukaj. Ne. Katere stvari vam pokaže pred tem, ne? Koliko vam jih pokažem, a pokažem še kategorije, ne? Kakšna barva je zraven. In če gremo tlele pod dizajn, je tega pol res milijavžent enih možnosti, ne? Do katerih ne bomo imeli časa niti prideti, ne? Ampak jih je, res si je fajn takrat, ko boste si izbrali en modul, s katerim boste delali, ne? Imate res pol možnost čist si ga zdizajnirati po svoje, ne? Tako da, mislim, ogromno enih možnosti dopušča in stvar pač tudi dobiva vedno nove te feature-je oziroma, kako se feature v slovenščini reče? Kaj? Mislim, funkcionalnost, ne? Novo funkcionalnost dobiva, ne? Tako da pač je tedensko ali pa mesečno pač ali nov modul ali pa pač način, kako je delo z moduli še izboljšano.